So notarske storitve predrage, kar pravijo tisti, ki notarje potrebujejo, ali prepoceni, kar trdijo notarji? Veliko je razlogov, zakaj potrebujemo notarja, od družinskih, dednopravnih zadev do bančnih kreditov in prodaje oziroma nakupa nepremičnin. O notarjih v rubriki Dejstva, med drugim tudi o za notarje prelomni aferi Zbiljski gaj. Pogledali smo tudi, kako je s prihodki in dobički notarjev. Več pa Brigita Potočnik. Pred dobrimi 30 leti, ko so notarji začeli z delom, jih je bilo 63. Do leta 2009 se je število notarskih mest povečalo na 125, nato pa začelo padati. Danes imamo 99 notarskih mest, zasedenih je le 88. Razlogi so upokojitve in odločitev ministrstva o nezapolnitvi notarskih mest na določenih območjih. Veliko je razlogov, zakaj potrebujemo notarja. 2 mladi družini sta ga zaradi nakupa stanovanja. Tukaj smo podpisali za hipotekarni kredit z banko. To je pač ena pogodba bila, druga je bila, ker smo imeli vsak svoj kredit. To je pa pač, ker je mogla iti prejšnja lastnica tega stanovanja, tudi k notarju. Leta in leta sanj Maje in Mitje Račiča o lastnem domu. Danes živita z 2 otrokoma v dobrih 70 kvadratnih metrov v velikem stanovanju v Kamniku. Zelo srečna, ker nam je uspelo. Obvezni del nakupa 180 000 evrov vrednega stanovanja pa obisk notarja. Vsi pravijo, ne, za vsak papir pa podpišeš, pa je to drago. Drži, res. Imaš tak občutek, ne, takrat, ko si tam, ker res ne traja dolg in res pa samo teh par papirjev podpišeš. Ampak tudi kaj avto kupaš, moraš avto iti pa na koncu še registrirati. Tako da veš, da te še njen strošek na koncu čaka poleg cene, ne? V njunem primeru je bilo to slabih 900 evrov. Kako težko je danes priti mladim družinam do stanovanja, razlaga tudi Andraž Domnik. Obe dve družine sta mogli skupaj stopati, da nam pomagata tudi finančno, da sva prišla do kredita. Še en strošek pa notarske storitve. Sva vedela, da nekaj bo prišlo, ampak ko so pa videla to ceno, tam naj jo pa res kar presenetilo. Zdi se ti tako, da je za mal, bom rekel, ker je to, da greš ti čez pogodbo, da ti ona v bistvu prebere stvari, ki so v pogodbi, mogoče kakšne stvari bolj opiše, da ti bolj razumeš, pa da si tam mogoče kakšne 45 minut, pa pride že čez 800 evrov, to se mi zdi bizarno drago. Poglejmo notarske cene v primeru nakupa ali prodaja stanovanja vrednega 300 000 evrov. Notarski zapis kupoprodajne pogodbe, ki vključuje sestavo pogodbe in pregled zemljiške knjige, bo tistega, ki prodaja stanovanje, stal približno 440 evrov z DDV. Če kupec stanovanja najame 150 000 evrov kredita, ga stane notarski zapis hipoteke prav tako približno 440 evrov. Vpis v zemljiško knjigo pa brez taks 60 evrov z DDV. Če imajo nekateri občutek, da so cene notarjev previsoke, pa so na Notarski zbornici Slovenije celo prepričani, da bi jih bilo treba zvišati. Notarske tarife sicer določa država. Naše nagrajevanje od leta 2019 je še vedno nespremenjeno, čeprav so se praktično vse plače od takrat že večkrat ne povečale, ampak uskladile z rastjo cen, naše pa ne, in imamo težave pri pridobivanju kadrov. Bi mi želeli, in prav bi bilo, da bi se čist vse tarife uskladile z inflacijo. Podatki o prihodkih notarjev. Več kot 1 milijon evrov prihodkov sta imela lani po podatkih Notarske zbornice Slovenije 2 notarja. Miro Košak je imel skoraj 1,4 milijona evrov prihodkov, notarska pisarna Uroša Kosa pa dober 1 milijon. Na 3. mestu je Jernej Jeromen. Njegovi lanski prihodki so bili približno 874 000 evrov. Vsi trije so notarji v Ljubljani. Niso pa še znani podatki o lanskih dobičkih. Je pa iz evidenc Fursa razvidno, da je imelo predlani 88 notarjev skupno skoraj 9 milijonov evrov dobička. Vsak od njih torej povprečno dobrih 100 000 evrov. Da ljudje velikokrat ne vidijo dela, ki ga naredijo notarji v ozadju in se zato njihove storitve zdijo predrage, pravi lani 3. najuspešnejši notar Jeromen. Za naprej so tukaj? Aha, reda. Hvala.
Jernej Roman je notar v Ljubljani dobrih 8 let. Največ posla imajo v njegovi pisarni na področju civilnega prava. Družinske zadeve, dednopravne zadeve, bančni krediti, prodaja nepremičnin. Ostalo so gospodarske zadeve, prenosi poslovnih deležev, pripojitve, ustanavljanje družb. Je sicer notarjem v Ljubljani kaj lažje, glede na to, da je več nepremičnin, ki se prodajajo, kupujejo, več družb in skupščin? To težko ocenim, ker nikoli nisem bil notar izven Ljubljane. Lahko rečem samo to, da verjetno se po vseh podatkih v Ljubljani sklene največ poslov. Je pa res, da v Sloveniji imamo tudi en sistem določanja krajevne pristojnosti, kjer za določene vrste poslov pa morate iti krajevno pristojnemu notarju. Recimo? Lahko hipoteko sklenete samo pri notarju, kjer nepremičnina leži. Tudi Roman je prepričan, da njihovo delo, glede na vse večjo zahtevnost, ni drago. Mi dobivamo tukaj kar pogosto zdaj listine, ki so narejene s pomočjo umetne inteligence, ki so zelo, zelo problematične in zelo pomanjkljive. Jaz vidim funkcijo notarja tukaj predvsem v tem, da tudi hkrati na nek način zagotovi pravno varnost. In če notarji naredijo napako in povzročijo stranki škodo, odškodninsko odgovornost imajo zavarovano. Jaz konkretno za 2 milijona evrov, ker je pač to maksimum, ki jo slovenska zavarovalnica lahko nudi. Sta bili pa pred leti velik udarec za ugled notarjev 2 aferi. Jokala sem se zraven, mislim, da hišo prodala, pa nisem imela kam iti. Spomnimo, leta 2003 je izbruhnila afera Zbiljski gaj. Podjetje Mebles IMS gre v stečaj. Tudi nakupne pogodbe, overjene pri notarju, takrat niso zadoščale za zavarovanje ljudi, ki so delno ali v celoti plačali obljubljene, a nedokončane hiše in varovana stanovanja v Medvodah. Leto pozneje še afera Orion. Finančna družba je ponujala hitra posojila za izjemno visoke obresti. Nekateri, ki so najeli posojilo, so trdili, da so bili zavedeni. V obeh primerih je bil notar Boris Lepša, ki je notarsko pisarno pozneje zaprl. In kako je sicer z odgovornostjo notarjev? Pred notarsko zbornico je bilo doslej uvedenih 61 disciplinskih postopkov. Izrečenih je bilo 24 pisnih opominov in 10 denarnih kazni od 1700 do 15 000 evrov. Ni pa zbornica še nikomur odvzela pravice opravljati dela notarja. Medtem je 2 notarja razrešilo pravosodno ministrstvo, in sicer Tomislava Ajdiča in Jožeta Sikoška. Podrobneje o njunem primeru na 24ur.com. Med drugim tudi, kaj vse se je spremenilo za notarje po aferi Zbiljski gaj.